In še enkrat dobrodošli. Upam, da ste uživali v filmu, če pa ne prav uživali, pa vsaj, da je bila to ena zelo zanimiva izkušnja. Moram reči, da je meni veliko veselje, da vidim tako živahno filmsko dogajanje ob tako zgodnji uri v dnevu, tako da je res lepo videti toliko publike na filmih v kinih. Dobrodošel tudi naš današnji gost, Vito Taufer, živjo. Hvala. Sem ga že malo predstavljal, jaz sem prepričana, da ga tudi vi mogoče bolje poznate od mene, zato ker ne gledate samo filmov, pa gledate tudi če kaj drugega v življenju. Jaz bi vas povabila, da ste tudi vi vsak trenutek del pogovora, saj ste tudi vi današnji gostje in pa sogovorniki. Jaz bi mogoče začela kar pri enem zelo splošnem vtisu o filmu. Meni se zdi film zelo hecen na način, kot sem prej govorila o teh dvojnostih, se mi zdi, da je fino, kako se pogovarjajo ali pa tudi njihova dejanja od likov so tako zelo vsakdanja, zelo banalna. Zdi se pa, da čez te banalne reči, kar naenkrat odkrivamo vse več o družbi, o mogoče romunski družbi, pa tudi vse več o neki zgodovini ali pa o zgodovini, ki je pripeljala do današnjega stanja. Pa se mi zdi, Vito, se tebi to zdi tak tipičen romunski film, pa a je to sploh pomembno? Ja, težko rečem, a je to tipičen romunski film, ker ne poznam prav dosti romunskih filmov, čeprav sem jih kar nekaj gledal in v glavnem so bili vsi zelo zanimivi. Vsi so izhajali iz tega, vsi so uporabljali ta minimalističen jezik filmski, vsi so izhajali iz te vsakdanje banalnosti in skušali s tem skozi ta dosti reduciran jezik povedati veliko več. Povedati, nakazati, kaj je na drugi strani, kaj je za tem prividom vsakdanjosti sivine in tega, kar se tlele v tem filmu kopiči. Je pa nenavaden film, še bolj je pa nenavadno pravzaprav moje doživljanje tega filma, tako ob 10 zjutraj jaz ponovadi ne gledam filmov, niti nisem pol povabljen, da bi v njih govoril, se pogovarjal takole pred publiko. Tako da cel kontekst je nenavaden, pravzaprav. Ja, najbolj nenavadno je pravzaprav to, kako je to vsebinsko en bogat film z tako elementarnimi, preprostimi sredstvi. Razen konca, konc mi je zoprn. Zdaj, film sem gledal drugič in že drugič me je konc zelo neprijetno presenetil, pravzaprav. In ne vem, je to, razumem koncept, ne, cel film je v teh sivih tonih, brez vsake dramatične eskapade, zato da bi na koncu dosegel ta efekt, ne. Mislim, da je efekt drugje, efekt je pravzaprav v tem, kar se glavnemu liku oziroma enemu teh dveh glavnih likov zgodi v glavi na koncu, ko ta metafora tega zaklada je na koncu razkrita kot iluzija, kot trik, kot nekaj pravzaprav cenenega in nepotrebnega za pravo razumevanje življenja, ne, tako rečem. Ja, skozi se govori o tem koncu, kako je presenetljiv, pa v resnici vsebinsko ni tako presenetljiv, je pa formalno, ne. Ker poleg tega komada od Laibacha je tudi, če imamo skozi film v nekih zelo dolgih, statičnih kadrih, kjer dva ponavadi stojita pri miru in se pogovarjata, se tukaj kamera celo odmakne in gre na nek način, da gre stran, ne, kot v nekih starih hollywoodskih filmih, ki so delali, kjer je bila ta fikcija, kjer je bilo nerealno zelo prisotno, ne. Tukaj pa vseeno film delno zelo zasidran v realnem ali pa celo dokumentarnem, tudi kako je nastal, o tem lahko mogoče malo
pol govorimo. Hkrati pa se potem hoče povedati, da je to pravljica, da je, ne vem, parabola ali tako, ne. Mislim, ta akcent na koncu s tem Laibachom je zelo močen in nisem prepričan, da ga sploh razumem. Mislim, kontekst je zame popolnoma drug, glede na to, da je Laibach nekaj zelo zlajnega pri nas. Ne. Kaj to pomeni v enem takem romunskem kontekstu, pa ne vem. Ne. Kaj je avtor hotel s tem povedati, pravzaprav mi ni jasno. Ker se mene tiče, v bistvu sam prispeva k temu nabreklemu vtisu tega kiča. Tak kičast obrat je, tak romunski kičast obrat je. Ja, si mislim, da je ironija in kič. Ja. Ne vem. Mogoče je bilo zanimivo zvedeti, kako drugi ljudje še tole, kako publika še to razume ta konc, kaj pomeni. Ker zame je to ena velika enigma. Pa sem gledal film že, pravim, drugič zdaj, pred kakšnim parimi meseci, pa zdajle in še zmeraj nisem čist prepričan, da ni to napaka, no, meni se zdi to napaka v filmu. No. Režiser pravi, da je to za ta komad vedel že skozi, da bo na koncu filma, ne. Je pa res nenavadno, jaz ga tudi moram priznati, ne razumem čisto popolnoma. Kaj pa vi mislite, mogoče, če bi kdo povedal od gledalcev? Ker... A se še komu zdi, da je konc napaka? Ker je hecno, ne, v bistvu film na koncu ali pa skozi ves čas govori o eni ujetosti, hkrati pa potem o svobodi, ki si jo privošči ta naš glavni lik, ne. In ta neka iskanje načinov svobode, kako se izluščimo iz tega rigidnega sistema, v katerem živimo. Hkrati pa potem komad od Laibachov je pa koračenca, je pa nek sistem, nekaj večjega, v kar smo vpeti, vsaj po formi. Po vsebini je pa ta komad, sem ga šla pa prav gledat, ker Life is Life, življenje je življenje, je nastal v resnici kot pop komad v 80-ih in govori o odnosu benda na koncertu z njegovo publiko, skratka, kako so oni živi in kako dobivajo življenje od publike, kako publika dobiva nazaj življenje od benda in kako so vsi skupaj, ne. Laibach je seveda to sprevrgel v svoj štos, naš režiser pa tudi uspet enega svojega, ne. Mogoče kakšne misli o tem od vas? Če jaz rečem, meni se konc pravzaprav zdel se mi je presenetljiv. Konc se mi je zdel presenetljiv, vendar sem ga bila na en način vesela, zaradi tega, ker ne moš pričakovati drugega, kot da bo konc žalosten. Da ali ne bo nič od zaklada, ali pa skratka te dva do zaklada ne bosta prišla. Tako pa v bistvu svoj cilj dosežeta, ker bi spet lahko pomenil, da je konc pa tak, da postaneta dva bogataša. Ker in tukaj le izbere eno tretjo pot, ki se meni zdela zelo nenavadna in mogoče zaradi tega tudi, ker nekako na en način mikavna. Navsezadnje ta glavni igralec prav hitro ugotovi, da ta gonja za denarjem ne prinese tistega, kar bi človek pričakoval v taki revščini, v kakršni živi, in je navsezadnje mečkan vesela za otroke, nič več kot to. Hvala. Ker film je namreč nastal tako, da je ta, ki igra... Aha, je še ena gospa hotela. Joj, se opravičujem, vas ne vidim. Prosim. Dela. Jaz sem želela samo to pripomniti, da jaz razumem ne Laibach, ampak tisti konc, ko oče prinese zaklad sinu, ne. Že od vsega začetka prvi prizor je s sinom, ne. On bi dal za sina vse in je iz tega tudi potem
Jasno, zaklad. Njemu je največ to pomenilo, da je lahko sinu dal zaklad. No. Tako jaz razumem v bistvu to zadevo. Ja, se je lušno, kako družino jemlje, ne? Je kot ena zelo lepa, prijetna osnovna celica pri enemu junaku, pa kot nekaj zelo zoprnega pri drugemu junaku, ki se proba zmuzniti, ne, mami pa bratu, pa z bratom vidimo, da ni najboljši odnosi, pa tako, ne. Tako da zelo široko pogleda na osnovno celico pač tudi današnje družbe, ne. Jaz sem to spraševala romunski, ne. Se mi zdi, da seveda govori o Romuniji in zelo govori o neki preteklosti, ki je pripeljala do sedanjosti, ampak ta sedanjost je zelo podobna, kot je realnost tudi naša, ne, in verjetno tudi v nekem zahodnem svetu, mogoče malo drugače, ker niso neke podobna zgodovina pripeljala do tega, ampak vseeno govori res o eni realnosti tudi zdaj in o tem, kot ste vi rekli, denarju kot nekem ali pa res zakladu, ki je neka fikcija, ki naj bi ga dosegali in bi bilo potem vse v redu, ne. Na poti do tja se pa zares dogaja življenje, ne. Kako jaz še malo razumem, kako jaz razumem ta film. Oče, ki je zelo navezan na sina in mu bere Robin Hooda, in Robin Hood je bil tisti, ki je vzel bogatim in dajal revnim, in on to na koncu nekako na en način sprovede, ne. Vzame denar, kup zaklade, jih pokaže otrokom in reče, vzemite, ne, vzemite. Ampak on je kot generacija drugače dojemal kot njegov sin, ne. Njegov sin je, kljub temu, da mu je oče bral to, rekel, to je moje, vrni mi, ne. Robin Hood ni bil tak, ne. To se pravi, knjiga se je bolj očeta dotaknila kot sina. Generacija je druga. Drugače razumel, ne. Jaz sem tako razumela, ne. Še nekaj bi dodala, če lahko. Tudi ta diferenciacija otrok, ne, ko fantak je tepen zato, ker je sendvič za mizo, ne. Tisti, ki ga je tepel, sigurno ni imel sendviča in je pač mu bil malo nevoščljiv, ne, za ta sendvič in je potem ta fantak fasal vedno, ne, in se pritoževal doma. Ampak še ena stvar, ki se me pa mene tudi dotaknila, ta pač Kosti, ali kako je bil glavni junak, zaposlen v Kosti, ja, v upravi, je šefu po pravici pol povedal, ne, kam je šel. Ampak šef ga je hotel prepričati, da ima on drugo žensko, ne. Je mogel se zlagati, ja, imam drugo, sam ne te, ne. Mislim, tako da kam te pripelje, noben ti nič ne verjame, da smeš po pravici govoriti, tako da nič ne moreš, ne. Tako da je, tudi jaz tako vidim, ne, tega Robin Hooda, ki se je zelo čez celo platno pokazal na začetku, pol na koncu, ne, kot si povedala. Hvala lepa. Hvala. Meni je film bil zanimiv, bom rekla, tisto, kar sem na koncu sama sebi rekla, o čem sploh ta film je bil moj prevod, film paradoksa. Po eni strani pripoveduje zgodbo vsakdanje življenje, kako se borimo za ta kruhek, da bomo čez mesec prišli, položnice, šef v službi, ki te kontrolira v nulo. To je ta del. Na drugi strani prikazuje pa sanje, ne, ko grem kopati zaklad, izgleda še nekaj realističnega, kakor tok, čeprav malo crazy idea, ne, in potem, ko najde ta zaklad, ko kupi te dragulje, ko da otrokom, jaz to vidim kot sanje, ne, na eni strani je realnost, katero se vsak dan srečujemo, in na drugi strani sanje, vsi sanjamo, vsi nečem sanjamo in s tem, da ima lahko vsak od nas drugačne sanje. Ampak na koncu pride Laibach te sanje razbije in nas spet vrže nazaj v resničnost. Tako nekako. Si ti nekaj mislil dodati, ne? Ne, samo to, da ta Laibach me moti pravzaprav, ne. V bistvu glede konca sem mislil samo to, ta akcent na koncu, prst uperjen v nebo. Se mi zdi, da film sam poseb brez tazga akcenta
V bistvu se mi zdi moralističen ta konc, no. Podčrtava nekaj, kar je odveč, kar si pravzaprav naj bi gledalec sam pri sebi razčistil in spoznal. Ko ste omenili, gospod, tisto sceno pri Šefu, meni je sploh ta pisarna tako najbolj všeč, ker je tako, ste videli, koliko imajo pospravljene mize, tako delajo za to, da pač dobijo plačo, noben prav zelo ne uživa. Sploh so vse scene, če gledate, tudi doma, kjer vlada neka toplina pa taka sproščenost, oni sedijo pred nekimi pustimi ploščicami, postavljeni tako popolnoma, in samo v njih je tist, kjer se dogaja, okolje je pa zelo hladno, tudi pa skozi so neke ograje, pa tako, skozi ena omejitev. Vse je prazno, tako beketovsko, izpraznjeno. Življenju daje pa smisel seveda sanje, pravljica. Pa so fajni igralci, Igralci so odlični in izredno prepričljivi, verjetno. Predvsem ta glavni junak. Glavni lik je, tako je v bistvu, ker je film nastal potem, da je ta, ki igra ta zoprnega, se pravi Adriana, tega, ki je njegov vrt, ta je režiserjev prijatelj in tudi režiser in igralec. In je delal nek film leta in mu je hotel prijatelj pomagati. In tudi ta zgodba o vrtu in dedkovem zakladu je od tega Adriana. In potem sta šla dokumentarni film snemati o tem, da bi našla zaklad, ampak zaklada niso našli. In so snemali ves čas in ko so to montirali, ta film ni imel nobenega smisla in se je spomnil zgodbo. Torej, ta Adrian je njegov prijatelj, tudi sicer igralec, ampak tudi delno vpleten v celo to zgodbo. Potem je pa delal veliko castingov za igralce, da bi tega glavnega lika, pa recimo ta z detektorjem za kovine. In ta glavni lik je sicer igralec, ampak po dolgih castingih ga je srečal z družino v trgovini in je videl, kako fino funkcionirajo skupaj in je začel delati z njimi, malo probo in potem videl, da so super. In tudi on, kakšen je, pa kakšna je cela družina taka hecna, sin mu resnic ni zelo podoben, ampak vseeno imata pa nekaj luštenega skup. Tako da žena in sin seveda nista igralca, on pa je tudi sicer bivši rudar, ampak zdaj profesionalni igralec. No tako, ko se mu vidi, da je iz življenja, se mi zdi. To se mu vidi, da je to prav. Ta gospod z detektorjem za kovine je pa ta prav gospod in je tudi sicer imel za igralce castinge, potem so pa imeli to predstavitev detektorja kovin in je bil ta tako fajn, nekako ležeren v tem, pa še spoznal se je na zadeva, da ga je kar vzel in ta se meni zdi tudi super lik. Odlično je, izredno prepričljiv. Ja, pa prinese nekaj zraven. On je tudi, rečemo temu v filmu, stara šola, in reče v enem momentu, jaz sem vsak dan delal za to, da preživim, ne pa zaklade iskal, čeprav v resnici išče pa mine. Kaj pa vi mislite, ker je res tako, da je ta naš glavni lik res najbolj ljub v vseh pogledih, skoraj ga tudi tam, ko se zlaže tako lušno, se prilagaja okoliščinam. Predvsem so vsi tako živi, tako notranje so živi, ker roko na srce, težko bi bolj dolgočasen film naredili. Ampak vsak kader je poln življenja, zato gledaš napeto od začetka do konca. To so blazno dolgi kadri, Jaz ne vem, če vi... Gledati, kako iščejo z detektorjem kovin, ki niti zvoka ne da na začetku. To je tudi hecen, s tehnologijo, ki nas požira, ampak to, da so kadri v tem filmu so blazno dolgi, in ne vem, če vam postanejo tudi dolgočasni, meni niso postali, pa se mi zdi, to je verjetno tudi, poleg verjetno koncepta, ki ga je imel, je tudi za delo z igralci najbrž fino, lažje, boljš.
taki dolgi kadri. Ja, ker imajo čas, da res da zaživijo. Ne. Vse skupaj je, pravzaprav cel ta film se mi je zdel kot ena metafora o delanju filma, pravzaprav. Ne. Tudi, ja. Mislim, nek objektivno opazovalec dogajanja, snemanja filma, ne, bi verjetno se mu tudi zdel, da je to nekaj najbolj dolgočasnega na svetu, takle posod. 300-krat eni nist kader, tako je. Je hecam, da to rečeš, ker en od prejšnjih filmov, ki pa sicer ni igral tukaj v Sloveniji, njegov, je bil pa tako zelo drugačen, tak zelo meta film o enem režiserju, ki snema film, oziroma hoče posnet film, seveda. In je hecno, ker v resnici ta film govori tako o Bukarešti kot o snemanju filma in se tudi nekako tematsko, pa je zelo drugačen, je zelo bolj neklasičen film. Se poveže s tem filmom, čeprav zgleda čisto drugačen film. Bi lahko bil tudi od drugega človeka, no? Ampak očitno vleče neke tematske reči, pa pač ga obremenjujejo seveda neke teme. Ne? Pa, kaj čemo še, jaz imam ful enih takih tematik, no. Recimo, ta film zgleda posnet blazno preprost, ampak če mi gledamo vsak kader, ki jih sicer ni velik, ne, je tudi izjemno natančno, poleg tega, kako so postavljena svetloba. In oni, dokler so noter, je ta umetna svetloba zelo od odzgori in je kakor jaz to vidim, še ena od teh stvari, ki jih nekako uokvirja, omejuje in tako. Ko pridejo ven, je sicer zelo malo časa dan, gremo pa v neko naravno svetlobo, sicer temu se potem doda te žarometi avtomobila, to se mi zdi tako fino, ker je tudi tako preprost, pa hkrati potem imamo samo še temo pa svetlobo, nič ni zdaj, tega vrta mi zares sploh ne spoznamo, razen koliko je žablov noter, ne. Hkrati pa s tem spoznamo kar orenk kos zgodovine Romunije, ne. Ta lokacija je tudi zelo to zanimivo, no, kako so bili pa Vlaška vstaja, pa pol vojna, pa komunisti, pa vrtci, pa strip bari, pa svašta, ne. Zato sem jaz na začetku vprašala Vita, če se mu zdi to romunski film, ne toliko v smislu filma, ampak če govori o Romuniji, ali se vam zdi, da govori tudi o nas? Kaj vi menite? Ali pa, a ste na nek način spoznali Romunijo kaj boljš, kot ste jo poznali prej? Verjetno ne, ker ni zdaj toliko podatkov noter, ne. Kar je meni zanimivo je to, no, da mi Romunijo vidimo, glede na to, kakšne grozne okoliščine so oni imeli, da se ni nič dogajalo ves ta čas, pa se seveda je, ne, ljudje so živeli in imeli vsak dan, hodili v šole, v službe, k zdravniku in tako naprej. Ne. V bistvu je to film, ki govori o... Mislim, imam občutek, da govori o Evropi, pravzaprav, o celi Evropi. Tudi ta Ikea, pohištvo, ki se leče jaz sem tudi mislim, to je del vseh naših prostorov zdaj. In jaz mislim, da je zelo, zelo univerzalen ta film. Da govori pač o vseh svetovih, predvsem pa o tem našem, ker jaz se zelo lahko identificiram z vsemi temi junaki. Od otroka pravzaprav do teh dveh, do iskalca tistega zlata, oziroma kovin. Nič eksotičnega ni. Ni, ja. Nobene eksotike. To se meni zdi fajn, da je vsem zanimiv, ne. Nas nič ne zapelje v bistvu ta film. Ja, zanimivo je in lep, ne. Vsak kader, jaz zdaj glede na to sem drugič gledal, sem gledal vsak kader lahko posebej z te plati in vsak kader je, čeprav govori o vse skozi eno sivino, skozi eno praznino, vsak kader je prelep pravzaprav. To prvič, ko sem gledal, mi ni bilo toliko jasno, ni bilo tako v spredju. Tudi v kinu je lepo gledati filme. Ja, tudi to je najbolj bistvena razlika. To se mi zdi tudi lepo, da pridete v kino gledati filme, ki so zdaj del našega življenja, ta je aktualen film. In če vidimo nekaj v kinu, je velika razlika, kaj ti misliš, vi to?
Ja, očitno, se pravim, prvič, ko sem gledal ta film, nisem bil toliko pozoren na to dimenzijo, ki pa je zelo pomembna za film, ker zaklad je pravzaprav v vsakem kadru. Ne? V vsakem kadru v vsakem kadru žari neka lepota. Ne govorimo o estetiki, prav lepota in zato tako to notranje življenje junakov pride do izraza. Ena hecna reč, ki se mi zdi zelo aktualna zdaj v tem sodobni filmografiji, je to brisanje meje med dokumentarnim in realnostjo, ne? In to je seveda prisotno že skozi vso zgodovino filma, zdaj pa tudi verjetno z digitalno fotografijo pa z načinom izražanja z digitalno fotografijo vse bolj združene, vse manjša je ta ločnica med realnim in fikcijo. Se mi pa zdi to pomemben zdaj samo zato, ker je mogoče veliko bolj, še toliko bolj očitno, kako moramo gledati filme ali pa zdaj moramo, je napačna beseda, ne, kako je priporočljivo. Da ne iščemo faktov, ker faktov, ko nam nekdo nekaj predstavlja, so zmer, a ne nekako popačeni v eni prvi osebi tega, ki nam to predstavlja. Tudi če gre za nek dokumentarni film, ki zelo operira z dejstvi, ne, je to še zmerom nekdo dal zaporedje, se odločil, kako se bo začel, kaj bo naslednja stvar in tako. In zato se mi zdi pomembni tovrstni filmi, kjer je očitno, da je realnost zelo zmešana z fiktivnim in v bistvu od nas kar zahteva, da ga sprejemamo kot umetnost. Pri tem pa mislim to, da smo mi en pomemben del tega filma in da v bistvu resnica se zgodi v naših glavah, ne pa mi gledamo resnico, ki je na platnu. No. In zato se mi zdi to en zelo pomemben film, čeprav je en tak mičken film. Ne. A bi še kdo kaj dodal? Če boste imeli priložnost, pejte pogledati, če kakšnega od romunskih filmov, jaz ne vem, a so že igrali v Dvoru, ali še bojo, eni so že, eni še bojo, ker to prej sem pozabila povedati, ker sem imela tremo, da ti filmi so zelo raznoliki, ampak kar jim je pa skupno, sta pa dve reči. Ena je ta, ki smo že govorili, da recimo zelo govorijo hkrati o preteklosti in o sedanjosti, kar jih naredi tudi v neki majhnosti zelo velike, pogosto, ali pa zelo veliko od njih dobimo. Druga stvar, ki jih pa druži, je pa, da so izjemno iskreni, da te, kakor so različni avtorji, imajo zelo različne stile, pa načine, pa željo, kaj želijo povedati, so v tem zelo iskreni, prav ne podrejajo se nekim popularnim imperativom ali čemurkoli, kar bi jih omejevalo. No? In je zanimivo, da tudi država, ki subvencionira filme, to podpira in celo spodbuja. No? In to se mi zdi zelo super. Ker tudi, če nam film potem ni toliko zelo všeč ali pa toliko zelo blizu, veš, da si gledal nekaj, kar je bilo narejeno zares in iskreno in to pač sprejmeš. Ne? Te ne more prav zelo nervirati. Ja, to je pravzaprav ključna misel, kot je do mene prišla zdaj v tem gledanju, da je umetnost iskanje tega zaklada resnice, ne, za razliko od sveta, ki je, kot vidimo, od začetka do konca skorumpiran in je pravzaprav resnico tega sveta, tega uradnega, da tako rečem. Tako kot v pisarni, ne, šef ne verjame tistemu, kar je res, ta si mora razmisliti zgodbo za to, da bo verjetna. Medtem ko umetnost, ne, film skuša prodreti v nekaj, kar je resnica, ne, pa če je še tako, in ravno zaradi tega, ker je drugače neopazno. Ne. In tu dobi funkcijo igralec in njegova avtentičnost. Ja. To je pomembna, ta avtentičnost. Tle se mi zdi, da bi se slovenski film lahko od tega zelo veliko naučil. Mislim, da do tega spoznanja še nismo prišli, da je umetnost pravzaprav iskanje resnice. Ne.
Se strinjam, ja. Dosti premalo te zavesti in te potrebe je položeno v našo To je pa dosti preveč filmsko tega, industrijo. kaj bi bilo treba, kaj bi gledalci hoteli, ne. Gledalci Predvsem pa kaj bi filmski festivali zunaj po svetu kupili. Ja. To je ključen problem. Da ne govorimo o teatru, pa o dramatiki, kjer je pa to sploh en velik problem, ki seva seveda tudi na področje filma in filmskih scenarijev, ne, mislim, ko naloga nas umetnikov ni iskanje resnice, ampak ugajanje po možnosti kritikom, festivalskim selektorjem. Ja, to je kar grozno. Jaz veliko hodim po festivalih, pa veliko takih filmov vidim, plus da Evropa zelo spodbuja to vrstno financiranje, kjer imaš take postavke, ki so zelo na prvi pogled zelo široke, a ne, migracije, večkulturnost in tako zelo lepo se slišijo, ampak pripeljejo pa do tega, da to tlačijo ljudje v filme, ki sploh nočejo. Je tako kot ta zgodba, ki jo mora šefu nadvezati. Ja, tako je, prav. To je to, ja. Super. A bi še kdo kaj dodal? Ker jaz bi se sicer zelo lepo zahvalila Vitu, pa tudi vam, da ste sodelovali, da ste prišli gledati film, vabljeni v Kinodvor, tudi ob drugih priložnostih. Pa se srečamo spet kdaj, mogoče ne na kavi, ampak spet v kinu. Hvala.